Sreda je in čas za čajanko. Hvaležen in prisrčen pozdrav, dragi gledalci, drage gledalke, in dobrodošli v oddaji, kjer se nam zopet obeta zanimiva tema. Govorili bomo namreč o terapiji v teta stanju hipnoze, zato vas vabim, da ostanete v naši družbi in seveda v družbi naše gostje, ki jo bom v nadaljevanju tudi predstavila. O regresoterapiji, se pravi, ko v hipnotičnem stanju potujemo v eno izmed preteklih življenj, smo v pretekli oddaji že govorili, danes pa se bomo v to tematiko še malce bolj poglobili in ugotovili, zakaj to stanje in seveda prednosti, ki jih klasični hipnotizerji nekako ne prakticirajo. V naši družbi pa seveda pozdravljam našo gostjo, Aleksandro Winkler-Drole, se pravi karmično diagnostičarko, terapevtko mnogih drugih profilov, potem bomo rekli mojstrico dušnega zapisa. Branja dušnih zapisov, ja. Tako, in pa avtorico 3 izjemnih knjig za ezoterično vsebino. Aleksandra, dobrodošla in seveda še enkrat lepo pozdravljena. Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem pred ekrani. Ja, moram povedati, da so nekateri, ki so že spremljali naju v preteklih oddajah, spraševali po tvojemu kontaktu in zato naj že kar v začetku povem, da te lahko najdejo na spletni strani, seveda... ongarden.si. Tako, ne smemo pozabiti, da naslednji mesec naša Aleksandra seveda bo tudi na obrtnem oziroma ne, kako se reče, celskem sejmu Green Vita. Green Vita, ja, včasih smo temu rekli Altermet, tako da zdaj le imamo pač samo drugo besedo, zato v glavnem v Celje od 20. do 22. to je vikend v maju in jaz se res že veselim, da bom lahko z ljudmi po tem dolgem karanteni, covidu in vsem tem časov lahko skupaj z ljudmi, ker jih čutim v dvorani. To ni isto, ko samo nadaljavo. In res bi povabilo vse, pridite na Green Vita, pridite v Celje, skjerkoli že ste, vzemite si petek, sobota, nedelja, pridite. Po vsej verjetnosti bom v soboto imela tudi svojo predavalnico, kot pač tako me lepo častijo, da so mi dali to možnost, da imam možnost predavanja na tem sejmu in tudi svojo stojnico. No in tam bodo lahko dobili odgovore na vsa vprašanja, ki se bodo nanašala tudi na današnjo temo. Rekli sva, da bova govorili o terapiji, o teta stanju hipnoze. Sicer pa, Aleksandra, si avtorica 3 izjemnih knjig in v tem času... Sploh pa ta tretja, ta novejša, Akaški zapisi, osnove dušne matrice, se najbolj prodaja in je še nekaj izvodov v knjigarni. So me pa obvestili, da gre k koncu in vprašanje, kdaj bo spet drug ponatis. Je pa zopet ena, bom rekla, dobra novica, kaj ti posvečaš se pisanju 4. knjige. Bo tudi v tej knjigi tema o tvoji terapevtski praksi. Mogoče malce več o tem? Ja, hvala. Tako je, nadaljevala bom z Akaškimi zapisi, priročnik za moje online tečajnike, da pač dobijo oni taki za sedanje tečajnike in tudi za bodoče, da se najprej malo v knjigi osvestijo, kaj vse jim lahko nudim preko spletnega programa Ključ do duše, katerega bom začela spet z novo skupino v jeseni. Zdaj so pač na čakalni listi, interesenti. Ampak jaz bom zdaj na sejmu, ker pač se ne rada ponavljam. Te stvari sem na enem sejmu že predstavila. In zato grem zdaj ven z regresoterapijo, se pravi regresijo, to je v hipnotičnem stanju, ki ni običajno hipnotično stanje. Večina hipnotizerjev gre samo v alfa stanje, samo v neko tako sproščeno stanje, od tam pa ne moreš iti globlje, da bi lahko od tam potoval v prejšnja življenja. Pravzaprav zato TH-eta, druga beseda za to je somnambulistično stanje. No in obvladaš veliko ezoteričnih, bom rekla, tehnik. Zakaj več? Zakaj se ne posvečaš samo eni? Zakaj več teh tehnik? Ja, zanimivo vprašanje.
Tok sem radoveden človek, otrok, v glavnem tisti, ki ste prebrali že uvod v mojo knjigo Akaški zapisi, osnove dušne matrice, z pogledom Akaške zapise že veste, kakšno je bilo moje otroštvo, moja mladost, kaj smo takrat namesto policije in detektiva smo iskali jasnovidce in take bojstre, ker smo rabili raziskati določene stvari in tam sem dobila mnogo odgovorov. Zdaj, vse te različne tehnike, ki jih imam, pač vse ne ponujam ljudem. Recimo na sejmu v Celju bom ponujala hiromantiko. To bo prvič, zadnjič in pozabite, ne? Branje usode z dlani, hiromantika. Se pravi, pride nekdo do mene, reče dober dan, greva. Najprej pogledam preteklost. 2-3 minute, a ste zadovoljni, sem vas odčitala. Do zdaj sem imela samo en primer, ki je rekel, se pravi, od tam naprej ne plača nič. Če je zadovoljen, kar so bili vsi razen, v celom življenju sem imela samo enega, ampak tiste sem malo hecal z mano. Pretipam, pregledam, brez da mi kdorkoli kaj govori. Če pravi, da je pač zadovoljen, greva dalje, odčitam, kje so možne težave, da se jih lahko že predhodno reši. Se pravi, ni to se ti bo zgodilo pika in amen, da bi bilo slabo dobro, ampak odčitam verjetnosti, tako da je človek že pripravljen na to. Naprimer, tudi lepe stvari, včasih je treba malček se pripravljati, ne vem. Nekomu sem odčitala pred 20 leti življenje v tujini, ob morju. In ta gospa me je ni dolgo nazaj, se pravi, sporočila, ja, zdaj sem si pa končno kupila en vikend na morju, pa res je tujina, ni Slovenija, tudi ni Hrvaška, ne. Tako da ja, tisto, kar sem zvedela od tebe pred 20 leti, se šele zdajle. Včasih greš zelo globoko. Zdaj, jaz sem se vse te tehnike učila, ampak vsega ne ponujam. Se pravi, na sejmu, osebno, hiromantika in pa v predavalnici tole predstavim somnambulistično stanje, kar bom pa tudi danes našim gledalcem, zato ostanite z mano, res vam bom povedala, kako v tem stanju lahko dosežete boljše izide, boljše rezultate v svojem življenju. Pač sem bila radoveden otrok, sem imela svojo družinsko komedijo, tragedijo, kakorkoli bi že to rekli, in verjamem, da lahko z različnimi prevoznimi sredstvi pridemo do enega cilja. Tako da jaz, te tehnike se ne izključujejo, da bi ena govorila tako, druga kontra, ampak vsaka ima svoje prednosti in slabosti, tako ko ima, recimo, ena prednost je, da potuješ z avionom, pa je prednost, da greš z vlakom, prednost je, da greš, ne vem, peš celo po kakih ulicah ali pa s kolesom. Se pravi, različna prevozna sredstva za dosego različnega cilja. Vedno pa naj bo cilj ljudi živeti čim bolj iz duše, to, kar sem, ne to, kar bi mogel biti, ali pa nekaj drugega, kar sem, živeti čim bolj pristno, iskreno po svojih kvalitetah življenje, polno življenje, lepo življenje. Se pravi, da smo srečni in zadovoljni. Zelo, zelo. Zdaj pravijo, da je sreča trenutno stanje, a ne? Radost je tisto, kar traja. In recimo, nobena skrajnost ni dobra. Tudi Buda, recimo, še to morava povedati, na dan polne lune v maju, če sem se prav zapomnila, številke niso glih moja, je 18. maj, moja najboljša stvar, ki se jo zapomnim, bolj sem dizajnerski tip, se pravi, dan Budov praznik, imenovan Vesak, brezplačni webinar. Vse informacije bojo na www.omgarden.si na spletni strani, tako da res bi rada ljudi popeljala tudi skozi ta brezplačni webinar, da na ta dan, ki je Buda dočakal razsvetljenje, zato je danes tudi z nama, prav fajn počutje naredi, tako vzdušje, da v tistem duhu, ko so energije, blagoslovi nebes toliko blizu nam, dosežemo to, kar mi hočemo, po čemer hrepenimo, kar je tista pravi namen naše duše.
Se takrat kaj vprašamo, mogoče kakšna molitev ali karkoli? Ja, to bom povedala na koncu oddaje. Fajn je, da imajo tudi svinčnike in papir, da si kaj zabeležijo. Odlično. Sicer pa individualne terapije, ena na ena, v bistvu izvajate v teta stanju, to je neko hipnotično stanje. Ja, in mogoče malce več o tem, ljudi prav to zanima. Kakšno je to teta stanje in v bistvu na kak način vi ljudem pomagate na nek način in iščete izvor težav? Ja, zdaj to somnambulistično stanje ali T-jem se napiše T-H-eta, da ne bo kdo razumel, da je to stric pa teta, a ne? Pač imamo različna stanja, valovanje naših možganov, to so pač že pred mano vse to pogruntali. To somnambulistično ali pa teta s H-jem napisano stanje je stanje globokega transa. V tistem stanju odpade ego percepcija. Ego nima več svojih zamisli, kaj on hoče, kaj on noče, se neki protivi, buni. In v tem stanju najlažje dosežem to, da lahko nekoga iz tukaj tega življenja peljem v eno preteklo življenje. Zdaj boste vprašali, zakaj ne ga peljem v eno preteklo življenje. Ravno to sem hotela vprašati. Se mi zdelo, se berem misli, če na zdravje. Na zdravje. Zato, da najdemo izvor problema, ki ga ima zdaj. Se pravi, nekje je korenina njegovih težav, vzrok njegovih problemov, gremo tja, pozdravimo tam in ga propeljemo nazaj tukaj in zdaj. Naprimer, kakšen primer iz vaše prakse oziroma iz vaših izkušenj, kako to, naprimer, kak primer, ki ste nekoga popeljali v preteklo življenje in ste tam rešili izvor tega problema? Ja, ženska se je bala imeti otroke, recimo, mislim, teh primerov res ogromno. Ampak pride ena taka lepa partnerja, ima hišo, ima službo, vse ima okej. Ja, ampak jaz ne bi, partner me ful prosi, da bi imela otroka, odlaša 1 leto, drugo, tretje, peto, mislim, kaj naj moški naredi, meni se že on smilu, recimo. In vsak bi rekel, ja, pa odloči se, pa sej, ja, kaj pa če kaj ne bo v redu, kaj pa če kaj ne bo, kaj pa če ono. Pa se to smo se vsi sprašvali, recimo tudi jaz, ki imam 3 otroke. Ampak na trenutek pomisliš, ampak ona je, nikoli pa, da bi jaz, recimo, par se pa razmišljala, vse bo narobe. Vsi so ji govorili, misli pozitivno, misli uno, misli tretje, ampak to njej ni nič pomagalo. Ni vedela, odkot težava, ne? Ja, odkot težava. Greva v prejšnje življenje, in tam greva iskati tisti ključni dan, ključni trenutek. Imela je otroka, ki je pa zbolel za eno hudo nalezljivo boleznijo in je umrl. Edini otrok in je takrat umrl. Se pravi, ona pa zdaj, v tem življenju, ja, pa ne bi imela otroka, pa kaj se bojiš, ja, lahko bo kaj narobe. In ni znala povedati. Se pravi, mi dve sva šle zdraviti njeno bolečino iz, mislim, da je bilo 3 ali 4 življenja nazaj, tisto, kar se je zbrala za vzrok njenih težav. In seveda, pa sem še prosila, da bi bilo dobro, da tudi partner pride k meni, da bo on lažje razumel njo, ker jaz njemu nič ne razlagam. Tudi kar ženi razlagam, mož ne ve. Razen, če mu ne pokaže ona doma posnetke naših terapij. Ne sme biti zraven, lahko pa pol poslušata skup, če hočeta, si povesta. No in prosim še njega, da bi prišel na terapijo in dejansko je bil pa on v tistem življenju tudi njen mož, se pravi, ona dva sta bila mož in žena, že v tistem življenju, isto kot v tem življenju. Tako da sem tudi njemu pozdravila to bolečino in pred parmi dnevi... Ona dva sta že iz preteklih življenj nosila to bolečino in ste jo prenesla v to življenje. Ja, ampak ona je bolj trpela, se je bolj bala, on je bil pa bolj korajžen, je pa
vseeno hotel imeti otroka, ona bi ga sicer rada imela, ampak strah je bil prevelik. Nismo vedeli, zakaj. Ne? Mislim, človek ne najde odgovor, zakaj. Zaprav, če kdo res ne ve, zakaj tako razmišlja, zakaj je tak, zakaj mu neke misli hodijo po glav, če ne najde logičnega odgovora ali pa rešitve za to v tem življenju, je razlog, da gremo v Vzrok iskati v preteklo življenje, gremo v teta stanje, se pravi somnambulistično stanje, da lahko potujemo tja, kjer je vzrok, da ga tam saniramo, pozdravimo, omilimo te, zacelimo te rane, pripeljemo človeka sam in zdaj me sporočila, da je že rodila otroka. Odlično, čestitam. Sicer pa v teta stanju, se pravi, smo v globokem hipnotičnem stanju in ljudje takrat se ne zavedajo, ne? In kako potem jih snemate, da jim potem dokažete ta, da lahko vidijo, kaj so govorili in snemati jih? Takrat snemam jih. Polk jih zbudiš, je tisto, kot da bi sanjal. Recimo, gremo spat, koliko mi sanjamo, pa se ne spomnimo naših sanj. Recimo, zjutraj se zbudiš, včasih se spomniš, večinoma pa se ne. In ljudje tam jokajo, pa normalno, če je še enkrat mogla podoživljati to bolečino otroka, pa se zbudi ven in vpraša, zakaj sem mokra od solz, a sem jokala? Ja. Zakaj imam so šminko spacano? Mislim, ličilo se jim razmaže. Ja, zato, ko si jokala. A pa je bilo kaj hudega? Ja, itak, se boš slišala na posnetku. In bok si prevrti ta posnetek, recimo takrat je še dvojna terapija. Se pravi, ona ali pa on, kdorkoli je, večkrat, ko posluša te posnetke, da so... Bolj zdravi. Bolj zdravi, ja. Vsakokrat, ki jo jaz tam tudi zdravim, ne? Ona vedno znova lahko za nalogo doma, ali pa on, klient, govorim, preposluša to. Pa je potrebno več terapij? Ma ne, ponavadi ne. Recimo, včasih je ena, v najhujših primerih, recimo, ko so res hude stvari, smo naredili 3 v zaporedju kakega meseca ali pa 2, tako da že posnetki teh terapij, ker jaz v terapiji in dam zdravilo, to zdravim samo z besedami. Ne delam nič z rokami, se ne dotikam, dejansko jo tolažim, ampak tolažim na globljem nivoju, na nivoju duše. Pa lahko vsakega spravite v to teta stanje? Ja, vsakega, 100% vsakega, zato ker ga ne jaz spravim, zdaj pravite, da ljudje mislijo, da jih jaz spravim v to teta stanje, v bistvu se pa sami spravijo, se spat se tudi sami spravijo, se pravi, ne rabite dati spat. Ker je majhen otrok, recimo, jaz sem to že prakticirala, ko sem imela dojenčke, da ti hitro zaspi, recimo, uporabljaš tak glas, pomirjajoč, globok, da zaziblje. In meni tudi pravljice sem si sama zmišljala mojim otrokom. Recimo in moje pravljice, najraje bi človek pomislil, da zaspiš enkrat. Ampak kako tle 2 ure se ukvarjam s tabo. Moje takrat, ko to pomisliš, ga prebudiš, ga držiš budnega, ne? Sigurno. Ja, se pravi, začneš, moje pravljice so se končale tako, no in potem je prišel palček s čarobnim prahcem in tisti prahec je deloval tako uspavalno in zdaj ti je ta prahec spasil in otroci so zaprli oči so bile zmerom le bolj težke in začutili so se sproščeno in zdaj so zaspančkali. In tako vi v bistvu svojim strankam oziroma jih spravite v teta stanje? Ja, ne rečem jim, da zaspančkajo, ker to sem pač otroke hipnotizirala, da so mi hitro zaspali. So bili pol, tudi ko jih probaš opolnomočiti skozi življenje, recimo, ko pride do tebe, ja, jaz sem že obupal, ta šola je pretežka. A ja? A je... Ne rečem, ne obupaj, ker to ne bo delovalo, pa se začne ego upirati, ti ne veš, kako je, ti ne hodiš v šolo, ti ne veš, kako je to. Mislim, dejansko že v pogovoru usadim določene sugestije, da se človek odpre, da mi zaupa.
Že pogovor je lahko terapija. Ja, zato tudi imamo, preden gremo v ta stanje, dosti dialogov, ena na ena. Tako pri meni sedimo na kavču, sicer ni tako polkrožen, ampak je pa tako lepo udoben, pijemo čaj, ponavadi najraj nič ne jemo, ali pa če je kaj nujno, kaj malega. Tako da teta stanje je naravno stanje. Vsak ga lahko spravim tja, ker ga ne jaz, ker se sam. Ker to že počne vsak dan gre v to stanje, preden zaspi. No, vaša naloga je, da ga potem vrnete v preteklo življenje. Z besedami ali imate to kakšno posebno tehniko? Ne, nobenega dotika nič, nobenih energijskih, nič od tega. Se pravi, gremo samo skozi pogovor. In stranka se z vami pogovarja v tem globokem hipnotičnem stanju. In govori čez drugim glasom. Včasih težko govorijo slovenski jezik, včasih zamešajo besede, včasih so bili v prejšnjih življenjih, pa večino jih je bilo angleško govorečih. In pa mi začnejo tako govoriti, recimo najbolj hecna do zdaj je bila, recimo, ne morajo reči, ne morajo reči neke težke besede, š, recimo. R, ja, ali pa R govorijo, tako kot po angleško, recimo. Potem sem prišla, nekako da malo tisti angleški R, tako da polk se poslušajo, pa kaj sem jaz res to govoril. Ja, si bila v Angliji, si opisala situacijo, in pol mi pravijo, jaz angleško, veš, sem se tako simpel naučila, jaz to, se vem, se ti zbila dosti življenj, verjetno, a ne v Angliji, ali pa na angleško govorečem ozemlju, zato ti toliko laufa angleščina. Omenili ste tudi ego. Ja. Ima tudi ego vpliv pri vaših terapijah? Ja, ego je pa naš tisti, ko bi se rekli, zdaj ne bom rekla slabo, ljudje brez ega bi bili kot brez hrbtenice, ne bi imeli obrambnega mehanizma. Na nek prav način ga obvladati, ne? Ja, jaz ego zelo lepo opisujem tudi v tej knjigi, tako da malo reklame si še moram narediti, Akaški zapisi osnove dušne matrice. Na kratko povedano pa, ego je del naših preživetvenih nagonov, da preživimo. Se pravi, ego je že jamskega pračloveka pripravil na to, bori se ali pa beži, recimo, ki je bil v nevarnosti pred enim sabljastim tigrom, naprimer. Bori se ali pa beži. In človek, ki pride zdaj v to situacijo, ki mu ne bi bilo treba bežati, recimo, smo videli, kako so z parlamenta, ne z video pobeglni, mislim, najboljše, ali pa stranke, ali pa kar dam odpoved, grem. Se pravi... Najlažje je izbežati. Ja, to je del včasih je pa tudi, ne vem, kaj bi jaz naredila, če bi se rečela medveda v gozdu, se prav pravijo, da imam dve šansi, bori se ali pa beži. Se prav, bori se jaz in medved, ne vem, kako bi se bežala, ne vem, če je pametno bežati pred medvedom, zato ker si žrtev in pol beži za tabo. Se pravi, obstaja še ta tretja varianta, ampak o tem, kdaj drugič bi bilo predolgo. Se pravi, ego je del naših preživetvenih nagonov, in je naš obrambni mehanizem. Se pravi, tudi umik je včasih potreben, ne? Kako pa prepoznati glas ega ali glas duše? Ja, to je umetnost, recimo. Zdaj, na kratko povedano, tako da ljudje razumejo, jaz se rada govorim, tako da me razumejo tisti, ki niso nikoli nič se s tem ukvarjali. Duša govori tih glas in te opolnomoča, ne vedno in ne vse, ker ima lahko duša svoje napačne percepcije in tudi ego ima svoje napačne percepcije. Ego, vemo, da se oglaša takrat, ko mi nekaj obžalujemo. Ko rečem, a se mogla toliko utrmiti, pa zaloputiti vrata, pa narediti krišen kol več napreden, recimo do nekoga. A sem mogel to narediti in polka obžaluješ. Ko narediš enkrat, dvakrat, trikrat, ti postane že vzorc, ponavljaš eno nisto. Lahko pa tudi veš, da to ni prav? Ja, veš, in spremeniš. Kasneje veš, da ni prav in moraš spremeniti. Se pravi, večkrat, ko ego zmaga, močnejši bo. To je tako fajt z egom, imamo borbe, vsi. Se pravi, ego govori napačne stvari. Recimo, govori
kaj pa vem, če si ne kupiš dragih oblek, pa nakita, nisi vreden, ne, in pol vsi, ali pa če nisi suh, nisi lep. Recimo, kar smo se glih prej pogovarjali, kako je lahko lepa ženska, tudi če ima polna lička, recimo, ni vse v tistih stereotipih. Se pravi, ego nam škodi. V končni fazi, karkoli govori ego, vedno ti na dolgi rok škodi. In ti globoko v sebi, v duši veš, da ti škodi. Ne? No, in že prej ste omenili poseben praznik v maju in vajo na ta dan. Pa bi vas prosila, če nam jo lahko zaupate. Hvala. Se pravi, brezplačen webinar, vsi boste dobili povabila, tisti, ki ste kupili katerokoli od teh mojih knjig, direktno od nas, na spletni strani omgarden.si, ker imamo vaš mail. Buda praznik, recimo vi lahko na ta dan, ki je toliko močna polna luna, o tem bom še več povedala, ma rabim celo uro, ponavljamo, ampak ne samo na ta dan, tudi druge dni. Preprosto v teta stanju. Vi znate že sami tja iti, ker če znate sami iti spat, boste znali tudi sami prehajamo v to stanje. To je tisti trenutek, ko smo budni, ampak še ne spimo. Se pravi, teta stanje, ali pa druga beseda je somnambulistično stanje, je stanje med budnostjo in spanjem. Tisti majhen trenutek, ponavadi je to hitro, minuta, dve, tam se moramo zadržati. Se pravi, ne smemo spati in ne smemo biti popolnoma budni in tako, kot sva midve zdaj. V tistem stanju ponavljaš preprosto, ampak prej si naslikaš, kaj hočeš pred očmi, si naslikaš tisto, kar je zate, za vas realno izvedljivo. Se pravi, če si tajnica v enem podjetju, pa bi bila rada višja tajnica, ok. Če si samska, bi rada imela partnerja, ali pa samski bi rad imel žensko. Zamisli si življenje, ki te osrečuje. Se pravi, ne razmišljati o filmskih igralcih, ne fantazija, realna pričakovanja imamo od svojega življenja. Ne moramo biti vsi hollywoodski zvezdniki. Lahko smo pa v Sloveniji. In v tem stanju si potem zamisli točno svoj realen izvedljiv plan in v tem stanju, se pravi točno takrat preden zaspiš ali pa tudi tik zjutraj preden skočiš s postelje, če te ne budilka, zbudi, mora biti to naravno, začneš ponavljati, moje življenje gre boljše in zdaj mora biti slika o tem, kaj tebi pomeni boljše. Bog blagoslovi me. Ali pa namesto Bog, Buda, Sai Baba, Hare Krishna, kreator vseh biti, kakršnokoli ime za Boga, za božanstvo, v tistem stanju uporabimo. To moramo dnevno ponavljati. Ponavljanje, tako kot karkoli, fitness deluje, če samo enkrat ne deluje. To bi bilo to. In tako nam bi bilo tudi to v pomoč za boljše življenje, za bolj zadovoljno življenje. Za vodstvo. Mi dobimo božansko vodstvo, da lahko, ker imamo svobodno voljo, v knjigi Zmenek z usodo lepo to opisujem, da nas vodi ne ego, ampak naš višji jaz, naš dušni dvojček. O teh dušnih dvojčkih bomo po naslednji teden. Odlično. Temu prazniku primerno ste tudi danes oblečena. Oblekla, ja, ta svilena indijska oblačila, to je 70% svile. Res sem zadovoljna, da me je usoda pripeljala do neke trgovine, kjer sem si lahko res tako čudovite. Lepo se počutim, no. Odlično. Ja, hvala. Aleksandra, najlepša hvala za vajo. Hvala lepa za vaše gostovanje in pa prijeten klepet. Sicer pa, dragi moji, hvala lepa za vašo pozornost. Zopet se vidimo in bodite z nami v sredo v oddaji Čajanka za dušo, kjer se nam zopet obeta kakšna zanimiva tema za našo gostjo Aleksandro Winkler-Drole. Hvala lepa za pozornost in srečno do prihodnjič.